kjer smo v gosteh župana gospoda Zorana Jankoviča, ki se mu za to še posebej zahvaljujem, kakor tudi seveda za vso podporo pri poslovanju festivala. Danes imamo še posebno čast, da je tukaj z nami župan mesta Zagreb, gospod Milan Bandić. Z mestom Zagreb in z njegovimi kulturnimi institucijami že vrsto let od začetka festivala v bistvu odlično sodelujemo. Tudi letos na sami otvoritvi 27. junija, ko bo tukaj na Kongresnem trgu tudi orkester Zagrebške filharmonije, potem še 4. julija na koncertu, ki bo ga, torej na koncertu Macujeva, in pa 8. julija v Zagrebu z istim programom kot na otvoritvi. Zdaj mi pa dovolite, ker bosta oba župana seveda morala prej oditi, da predam besedo najprej gospodu Bandiću. Prosim, gospod Bandić. Dobro, vi ste mene skoro iznenadili, evo sve skupa lijepo pozdravljam. Presreo me je moj prijatelj Janković, ali teško mene može iznenaditi kao ja njega u Zagrebu. Drago mi je da smo zajedno i drago mi je da sam ponovo u prekrasnoj Ljubljani, suncem okupanim, čistim, urednim, nasmiješenim ljudima, punim optimizma, što je na ovim prostorima našim zadnjih 25 godina ne baš uobičajena praksa. Sretan sam da sam u Ljubljani, zahvaljujem se Zoranu i bili smo u posjeti našem prijatelju Muftiji Grabusu i vidim da Ljubljana živi ono što i Zagreb živi, taj živi evropski štih i standarde. To je dobro. Hvala vam na prilici da mogu reći par riječi i hvala na prilici da će i Zagrebačka filharmonija početkom, sad ću ja se prevesti na ljubljanski dijalekt, odnosno riječnik, to je u julija, početkom julija, ili srpnja, kako bi mi rekli u Zagrebu, ali se mi razvijemo dobro, mi smo prek meje tu, više meje ni nema meje više, da ćemo početkom srpnja i Zagrebačka filharmonija biti u Ljubljani. Drago mi je da i institucije ljubljanske i slovenske dolaze u grad Zagreb i drago mi je da ta razmjena kulturnih događanja i sadržaja bude na višoj razini ovo ljeto. Ja vam samo mogu reći, i s tim ću završiti, da ćemo mi naše zagrebački festivali ljeto otvoriti na Tomislavcu također početkom srpnja, kraj lipnja, početkom srpnja ili kraj juna, početkom jula na Tomislavom trgu sa Tučelos, našim dečkima koji će, i bit ću slobodan da vas pozovem, da nas se pridružite, a ja ću nastojati, ako ništa drugo, kad bude Zagrebačka filharmonija tu, doći prijatelju u posjetu. A pokušat ću iskoordinirati tako da i Zoran nađe vremena sa svojim suradnicima da dođe na Tučelos na Tomislav trg, tako da uživamo dvostruko. Ali ja bih rađe došao na neki komad Ljubljanske filharmonije ili nekog dijela Ljubljanskog, tako da svoju filharmoniju svaki tjedan skoro čujem. A onda bih želio nešto čuti i originalno slovensko. Hvala vam puno. Hvala lepa. Dobar dan želim. Najprej bi začel s kolega Bandićem. Mi da smo bila skupaj na konferenci županov Evropske prestolnice, 28 nas je bilo v Amsterdamu. Tema so bile zelo zanimive, mobilnost, socialna stanovanja, terorizem, ne pa migrantje. In posebej po zadnjih dveh točkah, mislim, da smo lahko vzor v tem delu Evrope vsem ostalim, kajti saj za Ljubljano je znano in tudi kolega Bandić je potrdil za Zagreb, mi ne govorimo o medkulturnosti, mi skupaj to živimo. Jaz v to verjamem, da lahko živimo skupaj, spoštujemo različnost, to je moj moto. V tej sobi smo to podpisovali deklaracijo ljubljansko leta 2008 in mislim, da pa nas ta praksa že dokazana. Pelil se ga pokazati poleg džamije tudi prostore pritličja, ki jih ima LGBT in mislim, da je to dokaz temu. Zdaj pa glede našega festivala, Darko Brlek je kot vedno velik, največji, tisti, ki vsako leto preseneti. Letos je tudi njega presenetilo, ker je padla streha, ampak proti višjim božjim silam se očitno ne da. Bo pa streha nova, še lepša in vsebina je pa izjemna. Mislim, da bomo vsi uživali. Mislim, da gre glavna zahvala njemu, njegovim sodelavcem, povsem sponzorjem, da razumejo, da je to vlaganje v
v kulturo investicije in ne strošek. In ta rast turizma, ki ga imamo vsako leto v Ljubljani, ki je 20%, jaz ne znam oceniti, koliko je zaradi festivala, koliko je zaradi pešcone ali drugih nagrad, ampak dejstvo je, da je vedno več obiskovalcev in dejstvo je, da pri nas veljamo uradno za najvarnejšo občino v Sloveniji, proglašeni tudi med 20 najvarnejših na svetu, se vsi dobro počutijo. Tako da želimo vse dobro obiskovalcem, ki bodo prišli na naš festival. Še enkrat iskrena hvala vsem vam, ki vsa leta že spremljate festival. Mislim, da tudi to je odgovor, da imate interes. In pa da ne bom pozabil, mojemu prijatelju Voščem iz srca, da je prišel v moje desetletje. Gospod Merič je bil včeraj star 60 let. Dobro je, ne šteti ne gre dobro. Ti si rekel, kaj 40, v redu, vse ne gre po izgledu, gre po osebni izkaznici. Tako da vas bova midva z Milanom zapustila, gremo še druge pogledati, uživajte pa nas, Jadranka, Aleš, vi da pa prevzamete stole, da ne bo Darko sam sedel, da ne bo zdaj so ločeni, lepo se imejte vsi skupaj. Dve reči, umem da kažem samo dve reči. Da lijepo vas pozdravim, pozdravljam vas u ime Slovenskog doma i legende naše Darka Šonca, s kojim sam se jutros čuo, koji je legenda našeg Slovenskog doma. Mi imamo Masare po centru grada, Slovenski dom na koji smo ponosni. Ja sam prijatelj sa mojim prijateljima Slovencima i vodstvom Slovenskog doma, a Darko je institucija tog Slovenskog doma. Čovjek koji je prošao, što bi rekli naši istočni susjedi, od Gevgelije do Triglava sve. I lijepo vas pozdravljam. Hvala lijepa. Tako, Seveda smo veseli, da sta oba župana nas počastila z svojo prisotnostjo, še bolj pa, kot sem rekel, smo veseli financiranja naše dejavnosti, pa tudi vseh ostalih dejavnosti, ki so v mestni občini. Dovolite mi, da še posebej toplo pozdravim Jadranko Dakić, ki je predsednica našega sveta, in pa gospoda podžupana Čerina, ki je tudi bil že predsednik našega nadzornega sveta in še vedno seveda tesno sodeluje z nami. Še posebej pa sem vesel te imenitne zasedbe slovenskega gospodarstva. Čeprav je današnji, oziroma pravno zato, ker je današnja novinarska konferenca namenjena tej prvi širši predstavitvi programa, je še toliko bolj pomembno, da ste si, gospe in gospodje, vzeli čas za našo novinarsko konferenco, kajti s tem izpričujete pripadnost ne samo Ljubljanskemu festivalu in mestu Ljubljana, ampak tudi kulturi, in lahko vam povem, da bi brez vas ne imeli takega programa, pa tudi sicer hude težave pri poslovanju. Torej, sponzorski delež znaša približno 30% celotnega budžeta festivala Ljubljana, kar je izjemno veliko. Tukaj govorim o vsem, o programu, o plačah, o materialnih stroških in tako naprej. Torej, že v začetku velika hvala. In mogoče preden predstavim najpomembnejše točke letošnjega programa, ki ste jih lahko tudi že videli na Pingvinih in pa tudi na spletu, bi dal besedo gospodu Tadeju Avcu, predsedniku uprave Zavarovalnice Tilia, ki je glavni sponzor že drugo leto zapored. Prosim, gospod Avc. Hvala, gospod direktor. Zavarovalnica Tilia je aktivni podpornik različnih kulturnih in športnih projektov v Sloveniji v zadnjih letih. Tukaj dajemo predvsem poudarek tistim projektom, organizacijam, dogodkom, ki so namenjeni neki širši javnosti in ki so uspešni. Mislim, da je festival Ljubljana oboje.
je uspešen oziroma en zelo uspešen projekt, je festival z, po moje, zelo dobro organizacijo, z zelo dobrim programom, z raznolikim programom, ki daje priložnost različnim izvajalcem, da se tukaj pokaže po eni strani, po drugi strani pa daje priložnost različnim udeležencem z različnimi interesi, z različnimi pač z različnimi pogledi na umetnost, da vsak najde neko svojo priložnost na tem festivalu. Mislim, da je ta festival tudi lep dodatek k celotni ponudbi Ljubljane, torej slovenske prestolnice in tudi celotne Slovenije. Tako da je Tilja z veseljem z lanskim letom prevzela to vlogo generalnega sponzorja festivala Ljubljana. Mislim, to sodelovanje na zelo visokem nivoju in smo resno veseli, da smo lahko tukaj zraven. Veseli me tudi to, da je festival Ljubljana nekako prisluhnil neki naši želji in smo nekako tudi povezali še en drug uspešen projekt Zavarovalnice Tilja, to je Predani korakom, ki povezuje šport in humanitarnost in smo ga nekako povezali zdaj še s kulturo, torej pač nekako pod geslom Zdrav duh v zdravem telesu povezujemo kulturo, šport in humanitarnost, tako da sem tega tudi res zelo vesel. In iskreno pa Zavarovalnica Tilja kot generalni sponzor festivala Ljubljana je iskreno vesela, da je lahko v tej zgodbi o uspehu zraven in pač upam, da bomo to zgodbo skupaj gradili tudi v naslednjih letih. Najlepša hvala, sploh za tole zadnje. Gospod Igor Mervič je generalni direktor podjetja Spar Slovenija in eden največjih dolgoletnih sponzorjev festivala Ljubljana. Preko desetletje že traja. Prosim. Dober dan. Pravi, da je pomemben dobiček, seveda je pomemben. To je gonilo razvoja. Moramo ustvarjati dobiček, ker drugačno ne moramo sponzorirati. Ampak mi smo se že pred leti odločili, da bomo veliko vlagali nazaj v Slovenijo za dobrodelne namene, za športne namene in za kulturne namene. In tu smo našli skupni jezik z Darkom Brlekom in njegovim timom. Darko, jaz sem pogledal desetletje, 12 let smo že sponzori in mi nimamo niti ene pogodbe, niti sponzorske, niti donatorske, da bi bila dolgoročna. Vsako leto se dogovorimo, ker mi je tudi pomembno, kaj tisti, ki ga sponzoriramo ali pa doniramo, kaj dela. In ocenjujem, da festival dela izjemno dobro, ampak sploh ni važno, kakšna je moja ocena, važna je, kakšna je ocena obiskovalcev. Mi se moramo zavedati, mi v trgovinah, recimo Šparovih trgovinah, točno vemo, mi ne moramo ponujati slabega produkta, ker ne bomo imeli kupcev. Isto gospod Brlek ne more delati slabega programa, zaradi tega, ker ne bo imel obiskovalcev. In mislim, da dosegajo impozantne številke, kar se tiče obiska in mislim, da bo tudi, upam, ker se premalo spoznam na kulturo, moram po pravici povedati, ampak tebi zaupam, da si izbral dober program, da boš naredil dobro zgodbo in da bomo mi tudi del te zgodbe. Hvala. Hvala lepa. Nekdanji dolgoletni glavni sponzor Telekom Slovenije in z nami je član uprave Telekoma Slovenija, gospod Aleš Aberšek. Prosim. Hvala za besedo. Hvala za besedo z vaše strani. Pozdravljeni vsi prisotni v mojem imenu in v imenu skupine Telekom Slovenije. Tudi Telekom Slovenije je že vrsto let oziroma dolgoletni pokrovitelj tega dogodka, saj Ljubljana festival vsako leto navduši z izredno pestrim in odličnim programom. Prepričani smo, da bo tako tudi letos. S tem razlogom se ponovno in tudi vnaprej nekako odločamo v podporo tovrstnim projektom, saj verjamemo, da dogodki, kjer se srečujejo tako mladi umetniki in pa tudi tisti, ki so že uveljavljeni, ustvarjamo neka medsebojno povezanost in pa dajemo tudi priložnost nekim pozitivnim zgodbam, ki se lahko ustvarijo v prihodnje. Poleg tega tudi verjamemo, da s podporo tovrstnim projektom oziroma dogodkom
festivali oziroma tovrstni kulturni dogodki dobivajo nek pomen oziroma zelo pomemben del slovenskega kulturnega prostora. Seveda smo navdušeni, tako kot sem rekel, s programom, ki ga ponuja tudi festival letos in z veseljem pričakujemo, da se lahko udeležimo dogodkov. Hvala. Hvala lepa vam. Petrol. Prvi sponzor, ki je presegel takrat magični znesek 100 000 evrov, to je bilo leta 1995 na koncertu Joseja Carrerasa. Dolgolet in od takrat vedno sponzor. Z nami je gospod Aleksander Salkič, direktor korporativnega komuniciranja. Prosim. Ja, lep dober dan tudi v mojem imenu. Ja, lep znesek je bil takrat. Sej tudi zdaj, kar precej dajemo, tako da je v redu. Smo zadovoljni. Skratka, festival, vsi ga poznate, vsi veste, zakaj gre. Nam je pomembno, da raste, da se razvija, da je vsako leto kaj novega. Letos smo še toliko bolj ponosni, da smo del pomembne novosti festivala, in sicer festivala na Ljubljanici. Vse te ladjice, ki bodo potovale po Ljubljanici, bodo predvsem dale priložnost tudi mladim študentom, umetnikom dveh akademij, in to je tisto, kar nas še toliko bolj veseli, da res lahko damo priložnost mladim in da jim pomagamo, in zato smo tudi z veseljem pristopili in smo še pomembnejši sponzor Ljubljanskega festivala, tudi zaradi teh novosti, ki prihajajo. Zagotovo je za nas pomembno tudi, da z vsakim, ki sodelujemo, da živi tudi vrednote, ki jih imamo na Petrolu, 5 jih imamo, 2 sta zelo pomembni, povezani, lahko rečem, tudi s festivalom, to sta ustvarjalnost in odličnost, pa tudi srčnost, lahko rečem. Verjamem, da srčno delate, ustvarjalno, predvsem pa odlično, in vesel sem, da dajemo tudi mi to pravo energijo za življenje temu festivalu in vsem novostem v Ljubljani. Hvala. Hvala lepa. Vrsto let tudi Krka. Gospa Elvira Medved, ki je vodja službe za odnose z javnostmi v Krki, je naša dolgoletna partnerica in zelo smo veseli, da ste tudi letos z nami 1. septembra na koncertu orkestra Koncert Gebau. Prosim. Hvala lepa. En lep dober dan vsem skupaj. Tudi kultura je del nas, radi rečemo, v Krki, kar pomeni, da svojega poslanstva, ki je živeti zdravo življenje, ne uresničujemo samo s kakovostnimi, varnimi, učinkovitimi izdelki, ampak tudi širše, to je skrbjo za ožjo in širšo družbeno skupnost. Krka je danes mednarodno uveljavljeno podjetje, pomemben igralec na svetovnih generičnih farmacevtskih trgih in seveda se najbolje spoznamo na farmacijo in na zdravila, ampak že vse od ustanovitve svojo pozornost, zanimanje in tudi finančna sredstva usmerjamo v področje kulture in umetnosti, ki, če se izrazim v našem žargonu, skrbi za duševno zdravje ljudi. Zato ni naključje, da smo v preteklih letih stkali tudi vezi s festivalom Ljubljana, ki je obrodilo sadove v plodnem sodelovanju tudi letos. Gospod Darko Brlek je že omenil, pri katerem dogodku, in verjamemo seveda, da bo tako tudi v bodoče, če bo seveda Krka tudi tekla hitreje. Gospodu direktorju, njegovim sodelavkam in sodelavcem želim veliko uspeha pri izvedbi letošnjega umetniškega programa in seveda veliko kreativnosti pri snovanju bodočih. Hvala lepa. Hvala lepa za te besede in za podporo. Nova kreditna banka Maribor, tudi vrsto let že z nami, letos Flamenko, gospod Aleksandar Batič, izvršni direktor komercialne banke in vodja poslovne mreže, tudi že velikokrat z nami. Prosim. Hvala za besedo, gospod Brlek. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kakor ste povedal, gospod Brlek, Nova kreditna banka je vrsto let sponzor festivala Ljubljana in letos moram povedati, da smo izjemno veseli, da lahko smo del te druščine. Kljub nedavnemu spremembi lastništva naše banke ostajamo partner in pomembnih inštitucij v Sloveniji, tako na lokalni ravni,
na nacionalni in v mednarodnem merilu. Festival Ljubljana seveda sodi v to zadnje kategorijo, ki sem jo omenil. Držimo držo družbeno odgovorne banke, seveda s tem želimo utrditi položaj vodilne bančne inštitucije v državi, v bodoče še bolj. Gospodu Brleku se zahvaljujemo za priložnost, da lahko smo del te druščine in istočasno želim festivalu uspešno delo letos poleti in obilo užitkov gostom in seveda turistom, ki so veliki obiskovalci festivala Ljubljana in jih je v Ljubljani čedalje več. Hvala lepa. Hvala lepa. Prej sva govorila z gospodom, ki vodi protokol o telefonih, pa sem jaz pozabil povedati in seveda se vam za to opravičujem. Se pa pač zgodi, tudi meni se je že na najbolj neprimernem mestu. To pomeni pri županu, ko sem prišel zaradi denarja. Tako, no, če gremo naprej. Prvič v taki postavi pa že velikokrat sponzor festivala, izjemno cenjen ustanovitelj največjega nakupovalnega centra, ne samo v tem delu Evrope, gospod Jože Mermal. Prosim. Dobar dan. Skratka, kot vidite, smo naredili izjemno zgodbo iz javnih skladišč, da nas sedaj obiskuje 21 milijonov obiskovalcev. Tudi v BTC-ju ne gre generalno brez kulture, umetnosti, športa, kar tudi podpiramo v vzhodnem delu Ljubljane in pa generalno na nivoju Republike Slovenije smo dobili že veliko nacionalnih nagrad na to temo. Seveda pa vsako leto sem bolj ponosen kot meščan Ljubljane na našo prestolnico, ki se je dejansko vrstila na veliki zemljevid Evrope kot ena eminentnih prestolnic, zato ker je odprta, zato ker je zelena, zato ker imamo kvalitetno kulturo in pa tudi izjemen glasbeni mednarodni festival. Vse to je tisto, kar moramo podpirati kot meščani, kot državljani in pa tisti, ki razumemo takšne projekte, ki so celoviti, kompleksni in nas peljejo tudi, bi rekel, še v lepši socialni, družbeni in gospodarski razvoj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mermal. In pa dolgoletni glavni medijski pokrovitelj Delo, gospa Dolores Plemeniti, je direktorica marketinga. Prosim. Hvala lepa za besedo in Delo kot medijska hiša v svojih številnih edicijah umeščamo kulturne tematike, zato je pač to neko sodelovanje z festivalom logično, se jih vzajemno potrebujemo, dobre vsebine za umeščanje v kulturne tematike, tako da dejansko nam festival omogoča tudi dostop do dobrih gostov in zato je pač logično povezovanje v nekem partnerskem sodelovanju. Vsako leto nas navdihujejo z novim programom in še bogatejšim, zato je pač vsako leto ta program obsežnejši in vedno lažje in vedno enostavneje je te vsebine tudi umeščati v naše edicije, ki so pač različne, prilagojene različnim ciljnim skupinam. Kot letos vidim, bomo širili se tudi na mogoče malce ženske ciljne skupine, kot sem videla v nekaterih vsebinskih poudarkih festivala. Mi smo prepoznali že pred leti, pač mislim, da smo 2010 prvič postali sponzor te odlične prireditve. Videli smo sinergije, v tem prostoru je to eden od najpomembnejših festivalov, bi jaz rekla, to je ne samo za Ljubljano in prestolnico, pač pa je pomembno za vso Slovenijo. Skupaj z našimi edicijami, v katerih lahko širimo dober glas in dobre vsebine tega festivala,
smo lahko skupaj boljši v ohranjanju in pa nadgrajevanju ter širitvi kulturnega zavedanja v Sloveniji. Tako da čestitke ekipi, ne vem, s čim nas boste še drugo leto lahko še presenetili, pa bomo se potrudili, da bodo vse te vsebine prišle do vseh bralcev v Sloveniji. Najlepša hvala. Se bo že kaj našlo, smo morali letos veliko črtati zaradi seveda sredstev finančnih, tako da imamo že pol budžeta ali pa 3/4 leta 2017 porabljenega. Ampak o teh težavah in križih je najbolje seznanjena naša predsednica, to je gospa Jadranka Dakić. Prosim, Jadranka. Lahko kar tudi. Če me je že župan sem posedel, sem rekla, bom pa še jaz povedala vsaj 2 stavka. Točno to, kar je rekel direktor. Svet zavoda skrbi predvsem, da uskladi velike želje in pa seveda vse tiste možnosti, ki jih vidi direktor, z finančnimi možnostmi. Zato seveda je sredstvo vedno premalo, tudi jaz sem tista, ki včasih še koga požicam za denar in seveda že vnaprej, bom rekla, že za naslednje leto se vsem sponzorjem najprej zahvaljujem in seveda tudi priporočam za naslednje leto. Ker svet zavoda praktično zaključuje v tem trenutku, mi bomo imeli seveda zdaj še eno sejo, da čisto natančno pogledamo letošnje leto, potem se pa že začne takoj, ko so še najbolj v teku predstave, že pomisleki tudi na naslednje leto. Direktor ima na zalogi veliko zanimivih idej, ampak seveda financ je vedno premalo. Tako da hvala lepa še enkrat in pa dobrodošli vsi na vseh predstavah, ki jih bo zdaj seveda direktor tudi predstavil. Hvala lepa, predsednica. Ja, to je vedno najtežje je pravzaprav na prvi konferenci. Ampak zato bomo začeli kar na Kongresnem trgu, da bo nas več z odličnim zvezdniškim bas-baritonistom Ervinom Šrotom, z slovensko in zagrebško filharmonijo, z sopranistko Jacqueline Livieri. To je neka tradicija odpiranja festivala na Kongresnem trgu, ne glede na vreme. In upam, da bo vreme lepo. Lani smo imeli krajši tuš, če se spomnite, ampak smo ga uspešno prestali, razen nekaj ženskih frizur, ampak to pač se zgodi tudi kje drugje. Ta dogodek je posebej zanimiv še zato, ker bo ponovljen 8. julija, kot je že župan Bandić omenil, na Tomislavovem trgu v Zagrebu. To je drug tak projekt, večji, ki ga delamo, oziroma zelo velik, ki ga delamo z Zagrebško filharmonijo. Prvi je, kot če se spomnite, je bil Mahlerjeva 8. simfonija, ko smo odpirali Kongresni trg. Sam program je seveda vedno kompromis neke kreativnosti in potem seveda finančnih možnosti. Mi imamo zelo majhen budžet. Letošnji budžet je nekaj čez 2 milijona, pa še ta ni v celoti zaprt, ampak upam, da bo do konca poletja. Od tega precej odvisno tudi od vremena, še posebej zdaj, ko bomo v prvi polovici trajanja festivala predvidoma brez strehe v auditoriju Križank, bo pa streha na odru in to že v 14 dneh. Smo pa seveda vse te prireditve, ki pa zahtevajo popolno akustiko, pa so bile najprej mišljene v Križankah s školko in streho, prestavili ali v Cankarjev dom ali v Slovensko filharmonijo. Tako da v Križankah dejansko bomo lahko videli in slišali prireditve, ki so ozvočene. Če se spomnite, smo lani imeli tudi nekaj težav zaradi zapor ceste. Naj povem, da zapore bodo tako na Kongresnem trgu, kakor seveda okoli Križank, da sodelujemo letos z aktivisti iz Mlade ulice, ki bodo osveščali vse mimoidoče, da je pač tišina potrebna in da mogoče ne bi bilo treba
delati zapor za pešce, bodo pa seveda ostale zapore za motorna vozila, kajti to je nujno za izvedbo prireditev. Razen na rock koncertih, ki so pa tako glasni, da zapore ne rabimo. Bo letos kar nekaj viškov. Jaz ne bom bral vsega programa in vseh komornih koncertov, ki so tudi sestavljeni zelo tenkočutno in z izvrstnimi glasbeniki, tako da si je vredno vsakega posebej ogledati. V tej predprogramski knjižci je že veliko teksta, še več pa ga bo v glavni knjigi, ki bo izšla kmalu. Torej, nanizal bom nekaj glavnih, največjih dogodkov na večjih prizoriščih. Že prej omenjena novost, ki jo sponzorira Petrol, je festival na Ljubljanici. Idejo smo dobili zaradi zelene prestolnice Evrope in potem smo mislili, kako smo originalni in kako je to prvič in tako naprej. No, kasneje smo ugotovili, da je Filharmonična družba že pred 200 leti prirejala koncerte na čolnih na Ljubljanici. Tako da vidite, kako so ljudje že takrat v bistvu znali živeti z reko, mogoče še veliko bolj, ker je bila to tudi glavna prometna žila, in kako zdaj spet po vseh teh letih, ko se mestna občina in mestna uprava na čelu z županom trudijo, da bi bila Ljubljanica spet tako čista, da bo primerna za kopanje, in vsem tem prometom, ki je zdaj reguliran in urejen s pristaniščem, bomo imeli možnost poslušati na Ljubljanici 5 dni zapored od 28. junija pa do 2. julija cel dan na 6 ladjicah komorne koncerte različnih žanrov, od 10. dopoldan pa do 10. zvečer, ki ne bodo poslušalce oziroma obiskovalce ladjic stali nič več kot navadno vstopnico, ki bi jo sicer plačali za vožnjo z ladjico. Seveda bo to slišati tudi na obrežjih, tako da bomo imeli v teh 5 dnevih takoj po otvoritvi torej eno zvočno kuliso na takrat po mojem res najlepšem delu Ljubljane. Potem pride v Ljubljano Denis Macujev. Pred leti smo ga pripeljali kot mladega talentiranega glasbenika na recital v Križevniški cerkvi. Potem smo ga seznanili z Gergijevim, ki smo mu predlagali, da naj skupaj nastopata tukaj na festivalu. Gergijev ga ni poznal in sta nastopila. No, zdaj je za Gergijevim in Bašmetom Denis Macujev tretja najmočnejša glasbena kulturna figura v Rusiji. Igral bo 2 koncerta v 4. in 5. julija, 4. Zagrebško filharmonijo, 5. z radijskim orkestrom. Tukaj pozdravljam Patrika Grebla, ki se živijo. Tako da kar nekaj koncertov bo letos z radijem, bomo to še povedali. No, mislim, da bo to prav posebej za pianistične sladokuhce, 2. in 3. Rahmaninov v 2 večerih. Še en tak koncert za pianistične sladokuhce se bo zgodil, in sicer 19. julija, ko bo tukaj z Beethovenovim 5. koncertom nastopil tudi svetovno znani pianist Simon Trčevski, sicer po narodnosti Makedonc, ampak svetovna zvezda. Ta koncert je ravno kar posnel za Deutsche Grammophon, tako da, in zdaj ima tudi evropsko turnejo z njim. Letos smo lahko videli izjemno predstavo v Cankarjevem domu, ki sta producirala Ljubljanska opera in Cankarjev dom, in zdelo se mi je primerno, da jo vidimo tudi poleti, s tem, da smo jo osvežili z 2 tenorskima zvezdama, to sta Jose Cura, ki bo pel 6. julija, in pa Walter Fracaro, ki bo pel 7. julija. Tako da priporočam ogled obeh predstav, ker gre za 2 različna tenorja, oba seveda vrhunska, in se lahko obetamo prav vrhunski dogodek. Izjemno sem vesel tudi sodelovanja z Anton Podbevšek teatrom in skupino Laibach,
To je že drugič letos, kot veste, prvič smo izvedli z njimi in z Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija koncert v Belgiji, v Bruslju, v dvorani Leboeuf, prestižnega kulturnega centra Bozar. No, 12. julija bodo tukaj skupaj Laibach in Anton Podbevšek teater in potem skupina Laibach in Simfonični orkester RTV Slovenija še 2. septembra v Križankah. Del koncerta bo podoben bruselskemu, druga polovica bo pa nadgrajena z novimi aranžmaji in z tudi novimi Vesna, pomagajte mi, projekcijami. Ja, torej to. Potem 13. 14. julij, Kitajska se zelo odpira, ne? In neverjetno, kako hkrati z gospodarsko rastjo raste tudi njihova kulturna produkcija in nivo te kulturne produkcije, ne samo njihove, kot je predstava Konfucij, to je balet, 2 predstavi bosta tukaj, seveda govori, že sam naslov pove vse, zanimivo je pa to, da je koreografka njegova pravnukinja 77. generacija, ki tudi pride z njimi seveda v Ljubljano, gre za zelo lepo predstavo, tako da res priporočam ogled. Potem je zelo kontroverzna predstava, ki smo jo dali v Križaniško cerkev 15. julija, Pilat, La Mama iz New Yorka. Mislim, da ta predstava sodi v ta prostor, ki v tem trenutku še vedno ni posvečen. Seveda bomo videli naga telesa, ampak tudi na stropu Sikstinske kapele imamo naga telesa, ki jih je naslikal umetnik, mislim, da Michelangelo, če se prav spomnim. Mediteranski mladinski orkester pride 26. julija z Markom Letonjom. Marko Letonja je trenutno najuspešnejši slovenski dirigent na tujih odrih in se prav veselimo tega koncerta. 27. julija pa Berioska v Križankah, posvečeno tudi slovesnostim ob 100. obletnice kapelice. Letos bomo ponovili 2 mjuzikla in sicer Cvetje v jeseni, ki je v preteklih 2 letih preseglo 100 izvedb. Noben ni na to pomislil, ko smo se lotili te koprodukcije. In ravno tako Mamma Mia, ki seveda od lani naprej, ko smo jo premierno izvedli v Križankah, polni odre po Sloveniji in seveda bo tudi že v juniju mesecu in pa potem še v avgustu v Križankah. Sergej Krilov je ruski violinist. Slišali bomo 2 izjemni deli, in sicer 4-letne čase od Vivaldija in 4-letne čase od Arva Perta, mislim. Moram prav pogledati, da ne bom govoril neresnic. Namreč to smo že slišali enkrat na Ljubljanskem festivalu, kakšnih 15 let nazaj ali pa 17 v izvedbi Gidona Kremerja. Samo trenutek. Piazzolla, pardon, hvala lepa, gospod Zlobec, lapsus. Torej, Piazzolla smo že slišali in prav zanimivo bo slišati, kako bo to zazvenelo z tem orkestrom in z tem violinistom. Potem Londonski simfonični orkester z Gian Andreom Nozedo, ponovno na evropski turneji, tokrat slovensko violinistko Lano Trotovšek, ki bo igrala 2. koncert za violino Sergeja Prokofjeva. Že omenjeni flamenko Vida z novo zasedbo, tako da gre za popolnoma nov ansambel, ki ga v Ljubljani oziroma v Sloveniji še nismo videli. Potem plesna predstava Sisi iz Budimpešte. Gre za gledališče Experience in za predstavo o zgodbi med
avstro-ogrsko cesarico Sisi in pa grofom Andrašijem. Kar 3 predstave bodo med 29. in 31. augustom v Križankah. Vlado Kreslin letos praznuje 25-letnico nastopanja v Križankah. Tako da bo, hitro so minila vsa ta leta, bo to prav posebno vzdušje po mojem. No, 1. septembra že omenjeni Kraljevi orkester z Danielom Gatijem. Naj povem, da gre tukaj za eno zanimivost, da bo v prvem delu koncerta s tem orkestrom sodeloval tudi orkester Akademije Branimir Slokar, ki bo predtem potekala v Ljubljani z veliko udeleženci iz približno 30 držav, torej študenti. Manca Izmajlova z novimi aranžmaji ob obletnici samostojnosti Slovenije in pa 6. septembra Pjotr Bečala, naslednja tenorska zvezda, s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Ta koncert bo v Cankarjevem domu, kakor tudi baletna predstava Gusar v izvedbi Mariborskega baleta. Pred kratkim so imeli izjemno uspešno premiero v Mariboru, zato smo se tudi odločili na to predstavo, ki je tudi nastala ob 20-letnici delovanja Edvarda Kluga kot šefa Mariborskega baleta pred kratkim. 8. septembra bo tukaj Šenženski simfonični orkester, takrat to bo posvečeno tudi praznovanju kitajskega nacionalnega praznika. No in zaključujemo pa z, lahko bi rekli, že našim starim znancem, ki pa vedno znova zelo preseneča, Borisom Eifmanom, z 2 izvedbama baletne predstave Up and Down. Ta predstava ima že zelo lepo zgodovino po evropskih odrih, čeprav je stara samo 1 leto. Ni pa njegova zadnja. No, danes še je, v ponedeljek pa ne bo več, ker bo premierno izvedena nova predstava v gledališču Stanislavski v Sankt Peterburgu, ki jo bomo verjetno pripravili drugo leto ali pa čez 2 leti. Seveda je tu še cel kup komornih koncertov v sodelovanju z komornim orkestrom, godalnim komornim orkestrom Slovenske filharmonije. Z nami je tudi Klemen Hvala, tukaj prisoten, pozdravljen. Lanski ciklus se je pokazal tako kvaliteten in tako uspešen, da smo z velikim veseljem jim dali tudi letos priložnost. Nekaj odličnih komornih slovenskih glasbenikov bo nastopilo predvsem v času med 1. in 15. augustom in tudi nekaj avtorskih večerov slovenskih skladateljev, kot je Pavel Mihelčič in pa Tina Mavko, in pa na koncertu 5. julija Bojčevski, skladatelj Bojčevski, ki je tudi klarinetist. V prvem delu koncerta z Denisom Macujevom bomo slišali njegovo novo delo in v drugem delu potem 3. koncert Rahmaninova. Zdaj, likovna kolonija, potem različne delavnice, tako plesna za otroke, kot likovna, glasbena in podobne se bodo seveda tudi zgodile v tem poletju, tako da skrbimo absolutno za to, da je Festival Ljubljana prisoten tudi pri mlajši generaciji. Vstopnice so že v prodaji na Eventimo in na www.ljubljanafestival.si in seveda upamo, da bomo imeli čim več obiskovalcev, hkrati pa tudi se zahvaljujem vsem sponzorjem še enkrat za podporo, za prisotnost in seveda tudi vam za to pozornost. Hkrati pa smo vam seveda, preden zaključimo novinarsko konferenco in vas povabimo na manjši spremček pred dvorano na voljo tudi, ki ga prireja mestna občina oziroma župan, za vprašanja. Prosim. Dobar dan, Pija Nikolič, Radio Študent. Nekaj ste danes sicer že govorili o tem, pa me vendarle zanima,
Zakaj ste se odločili za takšno reakcijo glede na lansko letno odmevno, če se lahko tako izrazim, uzurpiranje javnega prostora z ne samo premeščanjem LPP linij, ampak tudi prepovedjo tudi peš sprehoda mimo Križank? Zakaj ste se odločili za ta način, za to potezo? Se pravi, zakaj se mora mesto prilagajati vam, namesto da bi se vi prilagajali mestu, kjer je, žal mi je, da gospoda župana ni več z nami, ker je celo si upal reči, da se v mestu vsi dobro počutijo, pa vam lahko zagotavljam, da to kar nekaj težav povzroča samim prebivalcem, tako da če ne delate festivala za prebivalce, za koga ga delate in na kakšen način upravičujete to potezo popolne tišine, medtem ko so na voljo tudi ostali prostori po Ljubljani? Ja, veste, to je stvar prioritet. Vi imate verjetno drugačne prioritete in je potem popolnoma normalno, da vas lahko takšna zapora ali pa tišina zmoti. Mogoče se bo to časoma tudi spremenilo, no, ampak mi vsekakor se ne želimo zapirati, ta ugotovitev ni točna. Mi pač želimo zagotoviti koliko toliko ustrezne pogoje za izvedbe prireditev. Tudi pri ozvočenih prireditvah so določeni trenutki ali teksti, kjer je popolna tišina tudi na odru in seveda, če imamo odzunaj množico, kot smo imeli pri koncertu Ennija Morriconeja, ki je popolnoma uničila takratni koncert, čeprav je bil ozvočen, in smo imeli ogromno pritožb in odzivov in mislim, da je tudi vaš medij poročal o tem, kako nesposobno je vodstvo festivala Ljubljana, da ne zna zagotoviti tišine in ustreznih pogojev za nastopajoče, smo potem pač morali najti neko rešitev. Ampak mi seveda ne želimo, da ima kdorkoli, tudi poslušalci Radia Študent, občutek, da niso dobrodošli ali da se zapiramo. Zato se nam zdi prav, da mogoče bi nam tukaj tudi vi lahko pomagali, da povemo tistim, ki so na drugi strani zidu, da je tišina potrebna. Če bi tišina bila, mi ne bi zapirali za pešce, pa tudi nismo čisto zaprli, vse določeni prehodi so možni in bodo tudi v letošnjem letu možni, ampak veste, če nekdo pripelje psa ali če je pod vplivom alkohola ali pod vplivom kakšnih drugih substanc in potem k njemu pristopi varnostnik in ga prosi za tišino, on pa potem znori in se začne dret in razbijati in tako naprej, to zelo moti predstavo. Mi se prilagajamo prostoru, seveda se s programom se prilagajamo, že prej sem omenil, da so vse akustične zgodbe se dogajajo not, vendar bi pa mislim, da morali tudi določeni prebivalci Ljubljane, ki jih mogoče ta tišina moti, pa le pomisliti na to, da so pa tudi kakšni v samem auditoriju, ki si to tišino želijo. Niste mi odgovorili, zakaj niste morda razmislili o kakšnih drugih mestih v primeru, da mora biti popolna tišina. Križanke so vendarle letni prostor, pri čem, če se obregate zgolj ob mediji, iz katerega prihajam, vam lahko zagotovim, da je približno četrtina oziroma ocenjuje se na četrtino prebivalcev Ljubljane, ki so, se pravi, verjetno tudi pri vas notri. In o tem, da gre za dovoljen prehod mimo, je zagotovo neresničen podatek, zaradi tega, ker se ni smelo mimo niti s kolesom, niti s peš sredstvi. Se pravi, se je moglo iti in porabiti posledično zaradi vašega upada v prostor, ki ga očitno ne razumete tako kot celotno ostalo prebivalstvo, ki tukaj živi in deluje in si takšne elitizacije naprimer ne more privoščiti, se je moralo torej prilagajati vam, medtem ko se vsi ostali festivali v Ljubljani morajo prilagajati torej mestu in mestnim prostorom. No, gledajte, to je vaš pogled, jaz se z njim ne strinjam, jaz sem vam jasno odgovoril, da smo take prireditve, ki zahtevajo absolutno tišino, dali v druge prostore, ampak tišino zahteva tudi Mamma Mia in Cvetje v jeseni. In če je ta ura ali 2 ali 3 ure problem v poletnem času, ko je tudi veliko ljudi na dopustu in ko je tudi večina študentov, tudi mi smo kdaj študirali izven Ljubljane,
potem je pač vprašanje, ali bomo sploh razen rock koncertov in podobnih lahko še karkoli izvajali v Križankah. In to je seveda širša debata, vsekakor si pa mi ne lastimo javnega prostora. Je pa res, da smo od zunaj in da če ne bomo strpni, potem take prireditve ne bodo možne. So še kakšna druga?